Zdaj, jaz rajš kot o PR-ju govorim o komuniciranju. Sej ne, da je to zdaj, mislim, v resnici je kar neka razlika. Predvsem gre za to, da pri komuniciranju, po mojem prepričanju, gre za v bistvu neko širši spekter dejavnosti, ki jih počne vsak, ki v bistvu poskuša na nek način promovirati in skrbeti za svoje delo in poskrbeti, da v resnici pač pride do občinstva, ne. Jaz mislim, da ta stara šola PR-ja, kjer je bilo vse zelo tako, kako bi rekla, vzročno-posledično, se pravi, če boš nekaj objavil v medijih ali pa podal neko sporočilo o zadevi, potem se bo to avtomatično prelevilo v nek obisk oziroma vidnost tvojega projekta, je danes v poplavi neke hiperprodukcije, v bistvu recimo, če govorimo konkretno o kulturnem področju, neke hiperprodukcije umetniških del in na drugi strani zelo skrčenega medijskega prostora, pa tudi v bistvu neke velike nasičenosti nekih drugih kanalov, kot so recimo socialni mediji ali pa javni prostor. Je v resnici zelo težko pričakovati, da boš samo za eno komunikacijsko akcijo zares lahko ustvaril situacijo, kjer bo tvoje delo vidno, prepoznavno in da boš pravzaprav dosegel ta svoj namen, ne. Zaradi tega danes v bistvu se komuniciranje velikokrat povezuje tudi z tako imenovanim audience buildingom, se pravi gradnjo občinstva, ki lahko poteka pravzaprav že prek neke kulturno-umetniške vzgoje, ko komuniciramo z mlajšimi, v bistvu nekim občinstvom, ki to šele postaja, do v bistvu nekih bolj targetiranih načinov doseganja specifičnih publik, ne samo z nekimi objavami javnimi, ampak mogoče tudi z nekim delom pravzaprav ena na ena, ne, zaradi tega, ker realno gledano, ko razmišljamo o promociji oziroma komuniciranju nekih dejavnosti oziroma umetniških del samozaposlenih v kulturi v našem prostoru, velika večina, seveda ne moremo generalizirati, ampak velika večina ima v resnici občinstvo, vsaj to bazično občinstvo, ki je relativno majhno, ne, to so številke tam 100, morda nekaj 100 ljudi, kar pomeni, da v resnici lahko s takšno količino komuniciraš tudi veliko bolj direktno in je to tudi veliko bolj produktivno, a ne, da iščeš neke inovativne načine doseganja publike, ki grejo tudi onkraj v bistvu nekih klasičnih, recimo, orodij, ki jih ponavadi pomislimo, ko rečemo PR, recimo, ne vem, socialna omrežja, mediji, plakati in tako naprej. Tako da skratka, no, če povzamem, to komuniciranje je pravzaprav eno tako zelo široko, celostno področje, ki mislim, da ga je smiselno načrtovati pravzaprav nekako kar precej vzporedno z nekim kreativnim procesom, ravno zato, ker v bistvu na polju samozaposlenih v kulturi vemo, da so, ker so žal odvisni večinoma od javnih sredstev, ki so praviloma prenizka, zato ker morajo že na umetniškem področju početi, a ne, se pričakuje, da si pravzaprav, ker nimaš sredstev, da bi si najel recimo profesionalne komunikatorje, da moraš biti pravzaprav vse, a ne. In v trenutku, ko moraš biti vse, je zelo pomembno, da lahko sprostiš fokus in energijo na umetniški proces, ne pa da ti recimo neka birokracija ali pa komuniciranje ali pa kakšne takšne stvari pojejo preveč te energije, ne. In zaradi tega se je fino v bistvu s komuniciranjem ukvarjati na strateškem nivoju, zato da potem, ko prideš v dejansko komuniciranje, lahko dejansko se s tem ukvarjaš najmanj, kolikor se le da, pa vseeno dosežeš dobre rezultate. Oziroma, da je to komuniciranje z drugimi besedami integrirano v proces. Ja, mogoče ne, nismo vsi najbolj, kako bi rekla, ljudje, ki nam je najbolj udobno nastopati v javnosti, ne. Marsikdo med nami zelo ceni zasebnost, se mogoče v javnosti, na javnih dogodkih ali pa v nekem javnem prostoru, pa naj bo to na medmrežju ali pa v konkretnem fizičnem prostoru, ne počuti zares udobno, ne. In marsikomu je to komuniciranje v resnici tako malce neprijetno, ne samo v smislu, da nima zadostnih orodij, kako bi to počel, ampak enostavno zato, ker se mu zdi morda nekaj, kar ne želi početi, a ne. Žal pa pač seveda živimo v sistemu, kjer, če ne drugače, slej ko prej v bistvu se moraš soočati s tem, da mora tvoje delo biti nekako prepoznavno oziroma vidno, a ne, na točki, ko kandidiraš za različne razpise, ne. In dejstvo je, da bolj, ko si prisoten v javnosti, bolj, kot se nekako vrtiš na tej tako imenovani sceni, ne, večja je verjetnost seveda, da boš dobival nove projekte. In zaradi tega
želel ali pa ne želel, se s tem nekako moraš ukvarjati in se s tem moraš spopasti. Ampak zaradi tega je tudi zelo pomembno, kje v bistvu je nekako zdrava meja med to neko samohvalo, ki je mogoče v javnosti videna kot nekaj kontraproduktivnega, in neko dostopno, morda konzervativno, ampak vseeno učinkovito komuniciranje dela, ne. In jaz mislim, da je ravno zaradi tega zelo pomembno, da se s tem vprašanjem ukvarjaš zelo hitro v svoji karieri in da postaviš neke osnovne smernice, kako želiš pravzaprav graditi svojo znamko, svoj brand, ravno zato, da ne prideš v situacijo, ko se v bistvu nek zasebni nivo, mogoče še posebej prek komuniciranja na socialnih omrežjih, kar naenkrat začne mešati s tvojo javno podobo, ne. In kako, recimo, še posebej, če si samozaposlen umetnik, ki nima neke produkcijske hiše v ozadju, kjer je mogoče lažje ločiti to poslovno pa osebno, a ne, kako v bistvu poskrbeti, da tvoj brand, ki je v resnici poslovna stvar, ne bo pojedel, in se zajedel v tvoje čisto zasebno komuniciranje s prijatelji, družino in tako naprej, ne. In to so v bistvu neke zelo, tehnične, ampak tudi v resnici strateške odločitve, ki jih je potrebno sprejeti in potem nekako sistematično, peljati naprej, ne. Tako da, jaz vedno pravim, da ne more biti preveč, promocije, če je ta promocija načrtovana, kontrolirana, produktivna in kvalitetna in dejansko se fokusira na delo. Verjetno pa pač lahko zelo hitro skreneš s te poti, če se promoviraš kot, pravzaprav neki posameznik, ki, recimo pač promovira v resnici bolj zasebno življenje svoje, kot pa recimo svoje profesionalno, ne. In mislim, da imamo nekaj dobrih primerov tudi recimo tukaj pri nas, kjer ljudje, ki jih lahko tretiramo kot znane umetnike, ki so morda celo komercialno uspešni, vseeno uspejo recimo zadržati zelo veliko mero neke zasebnosti in profesionalnega nivoja komuniciranja, in v bistvu se izognejo pač tej pasti, a ne, da z javnostjo delijo preveč. Strategija komuniciranja je v resnici, lahko eno izmed najbolj uporabnih orodij, ki si ga postaviš v svojem recimo dolgoročnem, umetniški karieri. Lahko je pa pač tudi samo nekaj, za kar boš porabil veliko časa in energije in bo potem precej kontraproduktivno, predvsem zato, ker jo boš naredil na način, da se z njo ne boš zares poistovetil in posledično, je ne boš uporabljal, a ne. Tako da strategija komuniciranja pravzaprav celostno gledano, je neki nabor smernic in ciljev, kaj v bistvu želiš s komuniciranjem narediti, ne. In ne glede na to, ali si samozaposlen v kulturi in se pravi delaš individualno, iz pozicije posameznice, ali pa če si recimo neka organizacija, ne, in mislim, da je zelo pomembno, da se v neki točki vprašaš, kaj so moji cilji. Kaj jaz v bistvu želim za svojo kariero, svojo poslovno potjo ali pa, ne vem, svojo organizacijo zares doseči v enem letu, v 3, v 5 letih, v 10 letih, ne. In vem, da se to mogoče sliši malo strašljivo, ne, ampak če se s tem začneš dejansko ukvarjati, potem lahko smiselno postaviš cilje, recimo, ne vem, hočem biti prepoznaven v tej in tej niši, a ne, ali pa hočem biti komercialno uspešen, hočem mednarodni preboj. Skratka, in ke veš, kaj želiš, potem lahko v bistvu vse polje delovanja, ne samo komuniciranje je tukaj samo eno izmed njih, veliko bolj strateško usmeriš, a ne. In znotraj te strateške usmeritve ti strategija komuniciranja seveda pomaga na način, da lahko z jasno določenimi prioritetami, ki izhajajo iz nekih odločitev o tvoji lastni karieri, potem razmisliš, kako v bistvu lahko te cilje pomagam doseči skozi komunikacijske kanale, ne. In, znotraj tega si lahko zastaviš neko celostno grafično podobo, ki seveda, potem variira od projekta do projekta, ampak nosi neki kroven imidž in ta celostnost v resnici ni samo grafična, ne, tukaj je tudi v bistvu čisto vprašanje, na kakšen način, želiš sebe vzpostavljati kot umetnika, a ne, ne vem, kaj je tvoje polje, kakšna so tvoja stališča, koliko boš v bistvu, ne vem, političen, koliko boš nepolitičen, koliko boš, edgy, koliko boš tradicionalen. Mislim, to so vse v bistvu zares, profesionalna vprašanja, ki jih potem za strategijo komuniciranja zgolj podpreš, ne. In potem znotraj te strategije komuniciranja seveda se odločaš, a je za ta tvoj cilj najbolj primerno, da recimo deluješ v
mainstream medijih ali je morda bolje, da deluješ v nišnih medijih. A je boljše, da si prisoten na socialnih omrežjih ali v bistvu boš večjo, ker želiš delovati skupnostno, zelo podtalno, da boš več dosegel s tem, da te tam ni kot statement, a ne. Če si tam, na katerih, v bistvu, s čim se zares ukvarjaš, imaš veliko grafičnega materiala, nimaš, kaj potem izbereš. In seveda, kako pristopaš do medijev, a ne. Tako da, in na kakšen način si seveda tudi določiš občinstvo. Skratka, ta strategija komuniciranja naj bi bila res za to, da je efektivna, v resnici kratka, izvirala zelo iz v bistvu ciljev in nekih konkretnih potreb in želja in potem v bistvu predstavljala neke generalne smernice, ki se jih kasneje lahko aplicira na posamezne projekte, ne. Tako da povedano preprosto, recimo, če smo nek mali NGO, ki ima v resnici mogoče en festival na leto, a ne, kako v bistvu vzpostaviti pač to neko celostno grafično podobo te nevladne organizacije, zato da potem, ko pride do festivala, bo zelo jasno, po katerih smernicah v bistvu se ta festival kot nek produkt vklaplja v to širšo sliko, ne. In na tak način potem, če imamo to neko krovno strategijo, zelo lahko določimo te neke mini strategije za posamezne projekte, ki sledijo tej krovni, a ne, in imajo tudi zelo jasne časovnice, cilje, kanale in tako naprej. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se k tej strategiji vračaš in tudi ocenjuješ njen napredek, ne. In se zavedaš, da rezultati uspešnega komuniciranja se zares ne pojavijo čez noč ali pa čez en ali pa dva projekta, ne. Jaz zmeraj pravim, da v resnici, še posebej samozaposleni umetniki, s tem, ko komunicirajo projekt, ki se dogaja v tem trenutku, v resnici razmišljajo in komunicirajo že naslednjega, ne. Ker na podlagi tega, kaj boš uspel narediti v enem danem trenutku, je v resnici odvisno, kaj se ti bo dogajalo v naslednjih, fazah, a ne. In če razmišljaš tako, razmišljaš seveda dolgoročno, in kadar razmišljaš dolgoročno, je v bistvu malo večji manevrski prostor za padce in pa seveda vzpone, zaradi tega, ker se stvari nekako logično zravnajo. Absolutno pa lahko pride do tega, da postane jasno, da strategija več kot očitno ne deluje in potem je treba iti nazaj in pogledati, a ne deluje zaradi tega, ker recimo izvedba njena ne štima, ker je preveč odstopan od tega, ker še zmeraj ni jasno postavljeno, kaj zares hočemo v praksi početi, ali je mogoče težava v tem, da smo si postavili ali previsoke ali pa cilje, ki jih v tistem trenutku ne moremo dosegati, in je treba v bistvu k ciljem iti in jih definirati na novo, ne. Včasih je fino, da se s temi strategijami mogoče posvetujemo še s kom, zaradi tega, ker včasih zelo velikokrat v resnici prihaja do tega, da imamo mi eno percepcijo, sebe, svojega občinstva in učinkov komuniciranja, medtem ko nas javnost, a ne, ali pa že zelo bližnja javnost v resnici vidi precej drugače, ne. In morda, je včasih fino, ker smo zelo vpeti v to in zelo težko v bistvu postavimo neko distanco do tega, ne, da smo sposobni sprejeti tudi neko kritično mnenje in malo povprašati koga, kako se vam pa to zdi, kje bi bilo tukaj možno izboljšanje, ravno zaradi tega, da se v bistvu ne bojimo tega feedbacka in da lahko na nek kvaliteten način tudi morda, stvari spremenimo zato, da funkcionirajo boljše, ne. Zdaj, pri komuniciranju so seveda neke te, zlate, stare, dobre platforme, h katerimi se vsi več ali manj vračamo, ne. In seveda polje, ki je veliko bolj eksperimentalno in je lahko v resnici tudi zelo uspešno, še posebej v kakšnih nišnih področjih, a ne. In seveda je vse odvisno od tega, da, to, o čemer mi govorimo ali pa o čemer govorijo neki strokovnjaki za komuniciranje, je vedno pač ta, kako bi rekla, template, ne, neka osnova, iz katere je pa potem seveda treba neko prilagoditev narediti na realno situacijo, potrebe, zmožnosti, kapacitete in na koncu koncev tudi sredstva in pa čas in energijo, ne. Ampak, ne glede na to, da se dandanes veliko v bistvu komuniciranja odvija na družabnih omrežjih, sem jaz, in ne glede na to, da tudi jaz recimo rečem, seveda tam je potrebno biti prisotni, tam je večina publike, ne, ki jo, pri nas umetnice, umetniki imajo, tako da seveda je verjetno treba tam marsikaj in dobro strateško delati. Je pa fino, da naša komunikacija ni odvisna izključno od socialnih omrežij, ne. Socialna omrežja pridejo in grejo in tudi v bistvu v dosti nedavni zgodovini smo v resnici videli recimo, ne vem, MySpace, ki se je včasih pač uporabljal,
zelo množično v resnici, je danes popolnoma neobstoječa platforma. Vidimo, da se uporabnost profil uporabnikov Facebooku drastično spreminja. Prihajajo določene platforme, ki pridejo pa pač zamrejo v roku leta, dveh. Tako da jaz mislim, da pri izbiri teh kanalov je vedno manj, je več, zaradi tega, ker je veliko boljše, da v bistvu kanali, ki si jih izberemo, pa ne bojo to Facebook, Instagram, Twitter ali pa Vimeo, YouTube ali pa karkoli drugega, tudi TikTok v končni fazi, je vedno fino, da razmislimo, kakšna je naša praksa, naša umetniška praksa, in produciramo dejansko dovolj materialov, da lahko suportiramo prisotnost na tem omrežju na kvaliteten način. Ne? Ker če nimamo veliko grafičnega materiala, fotomateriala, je brez veze, da smo na Instagramu, in podobne takšne stvari. Ampak ne glede na ta socialna omrežja in na nek skrben izbor, kje smo prisotni, zato da lahko ohranjamo neko konsistentnost, aktivnost, interaktivnost, se mi zdi zelo pomembno graditi v resnici na teh starih zlatih postulatih komuniciranja, to so spletna stran in pa nek nabor mailing list in seveda v neki kombinaciji z obvestilniki. To je pač nekaj, kar praktično od začetka interneta obstaja in nekako ne zgleda, da se bo to na kakršenkoli način kaj kmalu zares spremenilo. In zaradi tega je fino v bistvu razmišljati, da predvsem spletna stran recimo ni samo neko odlagališče vsega, kar nam pade na pamet, ampak da je to tudi skrbno izbrana platforma, ki mora komunicirati na pregleden, jasen, novičarski način in da to ni recimo nek prostor za arhiviranje. Lahko tudi, ampak primarno je fino, da vseeno obstaja da ko nekdo pride tja, dobi neke informacije, ki jih potrebuje. Seveda ne glede na to, da se absolutno zavedam, da v današnjem sistemu, kjer je v bistvu gverilsko pojavljanje v javnem prostoru za večino umetnic in umetnikov nedosegljivo, ker je javni prostor pa so tako zelo normiran, da ne rečem monopoliziran strani oglaševalcev, je seveda težko misliti prisotnost v javnem prostoru, zaradi tega, ker je za večino v resnici samozaposlenih in manjših nevladnih organizacij, pa tudi večjih nevladnih organizacij, če smo čisto odkriti, je ta prostor praktično nedosegljiv zaradi cen. Se pravi, težko si predstavljamo, da bomo imeli neko veliko ali pa manjšo plakatno akcijo, ker so ti zneski res veliki. Ne glede na to, jaz vedno pravim, poskušamo najti rešitve, zaradi tega, ker popolnoma se odpovedati prisotnosti na javnem prostoru se mi zdi napaka, zaradi tega, ker tudi v končni fazi se mi zdi pomembno, da se kultura kot takšna pojavlja v tem javnem prostoru in da ta prostor ni nasičen samo z nekimi zelo komercialno naravnanimi produkti oziroma promocijo teh produktov in dejavnosti, tako da jaz vseeno mislim, da je fino razmišljati, kako pa se mogoče nek klasičen format, recimo plakata ali pa letaka še vedno lahko pojavlja v mestu, kroži med ljudmi in tako nagovarja neko to širšo publiko. Seveda pa so tukaj tudi mogoče malo bolj inovativni pristopi, marsikdo se vrača k razglednicam. Še vedno v bistvu papir ni popolnoma izkoreninjen in včasih je prav osvežujoče, recimo, ko ne glede na to, da predstavlja to strošek, pač se to dogaja. Veliko brandinga se dogaja prek različnega merchandisa, nahrbtnikov, majic, vrečk in podobno, kar v bistvu vzpostavlja to neko prisotnost nekih znamk, v bistvu predvsem nekih organizacij, ne toliko mogoče umetnikov, tudi sicer v javnem prostoru. Tako da jaz mislim, da ta javni prostor je fino v bistvu vseeno misliti, razmišljati o njemu in se ne popolnoma odpovedati tej fizičnosti, samo na račun tega, da se v bistvu vse danes digitalizira. Tako da je fino razmišljati pač v večjih nivojih, pri čemer se mi pa vseeno zdi tudi zelo pomembno to, da je dobro, da tudi tukaj ne pretiravamo in da poskušamo doseči vse, zaradi tega, ker potem, ko poskušamo vse, ponavadi ne dosežemo nič. In je fino, da dejansko razmislimo, koga nagovarjamo in kaj je v bistvu tisti najboljši kanal, da bomo te ljudi dosegli. Ker recimo, če hočemo nagovoriti ljudi v domu za ostarele, absolutno nam nič ne pomaga, če smo na Instagramu ali pa če smo v sosednjem mestu na plakatnih mestih. Potrebujemo verjeten nek prihod v ta prostor, tako ali pa drugače z našimi vsebinami. In tako v resnici velja za veliko drugih segmentiranih občinstv.
Jaz mislim, da seveda vsi smo v letu 2020, ki se je močno podaljšalo v leto 2021, izkusili eno zelo specifično situacijo v kulturi. Zelo dolg časa smo pravzaprav nezmožni imeti na velikih umetniških področjih zares dogodke v živo, tudi tam, kjer se lahko zgodijo, je druženje na nek način prepovedano, tako da v resnici veliko nekega dela ali pa promocije, ki se je prej odvijalo od ust do ust, od v bistvu dogodka do dogodka, je praktično onemogočeno. In posledično seveda se dogaja tudi en taki veliki premori med produkcijami posameznih umetnic in umetnikov, nekateri praktično že dobro leto pravzaprav niso mogli organizirati festivalov, stati na odru, igrati koncerte in tako naprej. Ne. In to se seveda pozna. Recimo, jaz velikokrat se spomnim, ko sem še delala na asociaciji, ko so kolegice velikokrat povedale, ne, koliko v bistvu težko se je recimo po porodniški odsotnosti vrniti nazaj v produkcijo, ne samo zaradi tega, ker je to organizacijsko zahtevno in tako naprej, ampak tudi zaradi tega, ker v bistvu, če tebe leto pa pol ni, zelo hitro umanjkaš, izpadeš ven iz krogov, pogovorov, nisi prisoten, ljudje pozabijo. Ne. In seveda ni to pravilo, ampak se pa velikokrat zgodi. Ne. In seveda tukaj zdaj se je takšna situacija na nek način prelevila na zelo široko populacijo umetnic in umetnikov. In zato so se iskali pač neki inovativni načini, kako v bistvu to premostiti. Veliko tega se je preselilo na splet in na začetku, kakor je bilo to v bistvu neka taka gesta, ostanimo povezani s kulturo, je na koncu seveda podobno, kakor imamo mi že itak težavo s hiperprodukcijo, kadar ni korone, se je v bistvu preneslo v to neko spletno hiperprodukcijo. Tako da v bistvu vsi poročajo o tem, da pozornost na spletu pada za različne dejavnosti. Ljudje so utrujeni od nenehnega preživljanja, učenja, dela in delovanja pač prek računalnika. In seveda to predstavlja tudi dejansko težavo, da niti ne omenjamo pač to čisto kvaliteten prenos nekih stvari. Ne. Ampak ne glede na to, po drugi strani smo slišali pa veliko primerov, kako so v bistvu nekateri umetnice in umetniki s tem našli neko novo občinstvo. Ne. Po eni strani mogoče že znotraj Slovenije, zaradi tega, ker si mogoče kdo kakšno predstavo, razstavo ali pa koncert ogleda, ki drugače fizično ne bi prišel recimo v Ljubljano. Veliko pa jih poroča, v bistvu še posebej glasbenikov, tudi o nekem mednarodnem občinstvu, ki je bilo prej mogoče manj pozorno v bistvu na neke projekte iz Slovenije. Tako da zagotovo so tu in priložnosti in slabosti. Je pa fino, da ravno zaradi tega, da se popolnoma ne izpade ven iz tega nekega ritma obveščanja javnosti, komuniciranja z našo publiko in tako naprej, da se razmisli v bistvu, na kakšen način lahko vseeno ostanemo povezani. Marsikdo je recimo odprl svoje arhive in recimo pač delal neke, predvsem prek socialnih omrežij ali pa kakšnih mailingov, te neke reminderje o svojih preteklih projektih, kar je recimo zmeraj taka dobrodošla, v bistvu neka stvar, za katero nikoli nimamo dovolj časa, ampak je lahko en dober način, v bistvu, kako ostati povezan s svojo publiko. Tudi mediji v končni fazi so se kar dobro prilagodili za res novi realnosti, kjer veliko v bistvu tudi nove umetnosti se producira na spletu ali pa saj prenaša prek spleta in velikokrat poroča dejansko o spletnih dogodkih. Tako da tudi v bistvu medijem in neki medijski pozornosti se ni smiselno popolnoma odpovedati in je smiselno v bistvu pač dati neko energijo v komuniciranje z novinarji, s kritiki, zaradi tega, ker tudi oni spremljajo to produkcijo, ker je pač ta situacija seveda doletela nas vse in mislim, da je tukaj neko razumevanje za njo. Tako da jaz mislim, da je zelo fino, da se razmišlja seveda, da se ostane prisoten. Bi pa mogoče rekla, ker sem že večkrat omenila to vprašanje hiperprodukcije, da mogoče pa je to vseeno, čeprav je mogoče tudi malo iluzorno pričakovati, ampak ta čas bi nam vsem verjetno kolektivno koristil tudi zato, da razmislimo, kako ne hiperproducirati vsebin, komunikacijskih akcij in praktično celotnega polja kulture, zaradi tega, ker to je neka težava, s katero smo se že pred korono soočali in verjetno glede na trende med korono se bomo z njo tudi še naprej. In jaz mislim, da to je seveda veliko širše vprašanje kot samo komunikacijsko, ampak je pa za razmisliti, kaj je tisto, kar je dejansko smiselno komunicirati in kaj in delati in mogoče tudi kdaj narediti korak nazaj, pa se zavedati, da je včasih manj v resnici več.